Zdravo. Moje ime je Dominik Lozar. Sem tetraplegik. Pred približno 3 leti, to je bilo januarja leta 2016, sem imel poškodbo, pri kateri sem si poškodoval, zlomil četrto vratno vrtence in posledično sem tetraplegik. Zaradi poškodbe ne morem premikati nobene končine, lahko samo malo gibam z rameni in premikam glavo. Po poškodbi smo seveda razmišljali, kako bi čim bolj olajšali vsakdan in življenje. In seveda tudi tukaj zraven prišla uporaba različne tehnologije, pri kateri je tudi računalnik seveda. V ta namen smo iskali kakšno napravo, ki bi omogočala uporabo računalnika tudi leže, in na internetu smo našli en pripomoček, ki ga zdaj že uspešno uporabljam več kot 2 leti in sem več kot zadovoljen. Zdaj bi na hitro predstavil, za kaj se gre. Na spodnjem delu ekrana, kot vidite, je na magnetke prilepljen en tale pripomoček, ki se imenuje Tobii iX Mini. Ta naprava deluje tako, da spremlja gibanje zenic in tako lahko upravljam vse na računalniku. V bistvu v samem štartu je treba skalibrirati, da računalnik spozna gibanje tvojih oči. To se opravi, program je naložen in potem na tem programu v bistvu kalibriraš svoje oči. Lahko na hitro predstavim, za kaj se gre. Je 9 točk, ki jih je treba pogledati, da odčita položaj, kot pod katerim gledamo v tisto napravo oziroma v ekran računalnika. Ko vseh 9 točk poskeniramo, je vse pripravljeno za upravljanje. Tako, zdaj sem skalibriral. In zdaj, kako ga upravljam. Na desni strani ekrana opazite tole vrstico, in če jaz hočem klikniti nekaj na ekranu, moram najprej pogledati na desno stran, recimo levi klik, in potem, ko pogledam, se tamle označi z modrim in je pripravljeno. Zdaj pogledam v katerokoli točko na ekranu in miška se počasi približa ekranu in klikne. Spodaj so tudi nastavitve. V spodnjem delu te desne orodne vrstice, na katerih se da tudi nastavljati hitrost same uporabe. Zdaj za začetnike, tudi sam sem imel na začetku nižjo hitrost, večjo preciznost, in je potem seveda lažje klikati stvari, ker gre dosti počasnejše do same ikone, recimo, ki jo želimo klikniti. To si lahko vsak nastavi po svoje, tudi z izkušnjami seveda se upravlja vse hitreje. Zdaj s tem lahko upravljam praktično karkoli. Recimo lahko grem na internet. Najprej pogledam seveda v desno stran in potem na miško klik in sem na internetu. Tukaj desno spodaj je tudi tipkovnica, ki jo pogledamo in se odpre. Zdaj, ko imam enkrat odprto tipkovnico, več ne rabim gledati levo desno, ampak vsako črko posebej, ki pogledam na tej tipkovnici, se potem lahko
napiše. Recimo, če bom napisal svoje ime, Dominik Lozar. Zdaj ja imam to že na precej hitro odzivnost, se tudi to da rihtati, da je počasnejši, in sicer nastavitva, kot sem prej pokazal, in potem je tale lestvica hitrosti, jaz imam skoraj najhitreje. Tale zadeva omogoča tudi kopiranje različnih stvari, premeščanje. To upravljamo z tole na desni strani čisto zgornjo. Spet usmerimo pogled v ekran, točko, kjer hočemo štartati z kopiranjem, in do konca. Potem pa seveda na tipkovnici funkcija Ctrl+C, copy, in lahko potem tudi tole, kaj smo skopirali, prilepimo, recimo. Lahko premeščam, ne vem, ikone po računalniku, po ekranu. Aplikacija seveda omogoča tudi surfanje po internetu, Facebook, YouTube. Praktično vse lahko uporabljamo s temle programom in tole zadevo. Zdaj, jaz ta računalnik večinoma, to napravo večinoma uporabljam v postelji. Ko pridem iz šole, seveda sem malo utrujen, in če se moram učiti, mi je lažje, da to počnem v ležečem položaju. Tako da imam tudi vse stvari iz šole skenirane v mapi, ki seveda tudi upravljam z očmi, in tako se na ta način tudi učim. Dominik, a očala, ki vplivajo na uporabo računalnika z očmi? Ne, ta računalnik lahko uporabljajo vsi, očala ne motijo, tudi leče ne motijo. Na začetku je potrebna kalibracija, kot sem prej predstavil, potem dela brez problema. Kaj pa recimo bolj zahtevni programi, kot so Word pa Photoshop? Se tudi vse da uporabljati s pomočjo te naprave. To dvokliki, trokliki, recimo? Tudi dvoklik, levi klik, desni klik, za premikanje slike gor, dol, slajdanje po domače. Tipkovnica, na katero lahko pišemo črke, simbole, številke. Skratka, vse se da uporabljati. Pa delaš ti recimo s temi programi? Da, seveda delam, uporabljam za šolo, za učenje, za brskanje po spletu, Facebook, YouTube, tako da se vse da uporabljati s tem. Zanimivo, ne? Da. Kako pa pišeš kontrolne naloge ali pa v šoli, kako se pa s tem? V šoli ga ne uporabljam. Kontrolne naloge pišem s spremljevalko, tako da jih naregujem. Imam pa vse skenirane zapiske od sošolk, tako da potem, evo recimo, bom pokazal, zopet na desni strani dvojni klik, pogledam v ekran, ima pa Dominik 4. letnik in imam tu vse predmete. Recimo odprem, ne vem, matematika in imam shranjene različne snovi po poglavjih. Bravo. Opet odprem eno poglavje in z funkcijo za scrolling, za premikanje po ekranu, lahko, evo, slajdam dol ali pa gor. To se lahko učiš. Da. Daj mi ti povej, a bi tako po svojem mnenju lahko opravljal kakšen poklic? S pomočjo računalnika? Tako. Zagotovo. Recimo? Kakšno administratorsko delo?
komod. brez Da. problema. Da. Praktično vse lahko uporabiš, lahko kopiraš razne linke, ne vem, premeščaš ikone, vnašaš Recimo ureja spletne strani. tudi, Lahko, brez ne. problema. Jaz vidim, da je tle potencial še več, še mogoče večji, kot se pa oba midva mislila. Ja. Ne, Verjetno res. programer. Vse Verjetno. je možno, ja. Jaz te vidim kot enega bodočega profesorja računalništva. Ja, bomo videli, kako nam bo Bravo. prineslo. Bravo, bravo. Ja, Dominik, vidim, da boš lahko še mnogim drugim invalidom za vzgled in marsikaj lahko povedal, še Ja. posebno tistim, ki na novo Potrebujejo, prihajajo. ja. Ne. Tako da priporočam vsem tistim, obrnite se na Dominika in on vam lahko marsikaj pove o teh novih tehnologijah. Hvala tudi vam, ki ste si ogledali ta posnetek. Upam, da ste izvedli kaj koristnega in če se boste odločili za tole napravo, da vam bo moji napotki pomagali.